100 let nazaj eno unčo zlata lahko kupil za $20. Za $20 si takrat dobil tudi neko moško obleko. Potem se lahko vrnemo 4 leta nazaj, ki je bila unča zlata $1900 in za $1900 si tudi kupil moško obleko. Vprašanje, ki se tukaj moraš postaviti je, če bi zdaj 100 let v enem žepu nosil unčo, v drugem žepu pa $20, ali za teh $20 po 100 letih danes še lahko kupiš moško obleko. V resnici je portfelj seznam tvojega celotnega premoženja. Moramo razlikovati podjetnik, denar podjetja in fizična oseba posameznik, denar in premoženje posameznika. Ne? Pomemben portfelj uravnotežen in tudi varnost, ne samo kriptovalute ali pa samo trgovanja. Eni bi pač sam trgovali, zato ker to lahko prinese veliko več na dan. Ne se zaleteti, to je res pomembno. Govorimo o naložbah, o osebnem premoženju, vsest se je treba pregledati, prezmisliti. Hej, hvala, da si z nami. Če te naše vsebine zanimajo, potem predlagam, da se čim prej naročiš na naš kanal. Gumb najdeš tukaj. Ali pa mogoče tukaj? Ali pa tukaj? No ja, gumb boš sigurno najdel sam. Nam pa vsak nov naročnik pride prav, zato da lažje ustvarjamo nove in še bolj zanimive ideje. Hvala ti. Polunca živijo. Še sreča, da si z nami, v bistvu zato, ker mislim, da te nujno rabimo. Časi so res čudni. Obeta se nam carinska vojna, borza niha gor in dol, kriptovalute so šle po svoje, zlato leti v nebo. Ti si finančna svetovalka, a nam lahko malo pomagaš? Kaj se dogaja tukaj? Veliko se dogaja. Hvala, Ana, za povabilo. Z veseljem sem prišla. Ja, res je ogromno situacij. Trenutno ne samo carinska vojna, imamo tudi geopolitične situacije, pa še marsikaj drugega, kot si sama omenila. In jaz verjamem, da trenutno kakšne stvari sicer letijo v nebo kot zlato, ampak ga je treba gledati tudi z druge perspektive, ker si ga ravno omenila, bi se pri zlatu ustavila v smislu, velikokrat me stranke vprašajo, koliko bo šlo pa to še gor, mi lahko pričakujemo donose, a bo to res šlo na 5-7 tisoč evrov na unčo, iz današnjih, 2.800 recimo. In to je napačni pogled. Jaz rada opozorim, da zlato je tisto, ki je tukaj za to, da nas v ravno takih časih kaosnih, če lahko tako rečeva, pripravi na to, da smo v principu zaščiteni in da smo pripravljeni ker če zlato zelo raste, pomeni, da na drugi strani papirni denar zelo pada. V principu ne raste zlato, ampak fiat valute izgubljajo na vrednosti. Ja, to mislim, da vsi občutimo, ko gremo že v trgovino po mleko, da fiat valuta nekako tone, ampak vseeno treba ostati mogoče res še malo pri zlatu. Rekla si, da nas varuje. A nam daš lahko en tak praktičen primer, kako to zgleda? Čisto lahko izpred 100 let, na primer. Okay. Obstajajo zapisi, da si 100 let nazaj eno unčo zlata lahko kupil za $20. In za $20 si takrat dobil tudi neko moško obleko, neko tako moški outfit, če se tako izrazva. Potem se lahko vrnemo na 4 leta nazaj, ki je bila unča zlata $1900, in za $1900 si tudi kupil moško obleko. Danes je unča $2800 in tudi za $2800 dobiš eno lepo obleko. Vprašanje, ki se tukaj moraš postaviti je, če bi zdaj 100 let v žepu nosil, v enem žepu unčo, v drugem žepu pa $20, ali za teh $20 po 100 letih danes še lahko kupiš moško obleko. Mislim, da še otroške moške obleke ne moreš dobiti. Kakšno kravato, recimo. In to je idealen primer, da si človek, je veliko več teh primerov, lahko primerjamo tudi, druga svetovna vojna, ki si za 1 kilo zlata kar nekaj v Berlinu, recimo, dobil mogoče v lepi četrti eno hišo ali pa celo 2, med drugim, ko za marke nisi mogel več nič, kaj so jih takrat z temi samokolnicami vozili, da so šli kruh kupiti. Ali pa poznamo recimo primere zgodovine, ko so se greli s papirjem, ki ni bil nič več vreden. Tako da veliko je teh primerov in zato jaz pravim, zlato je v principu dejansko zaščita, varnost pa mogoče, če lahko malo nagivo rečem, če imaš fiat denar, pa potem kupaš zlato, si v bistvu samo slabši denar za boljši zamenjav. A je potem v bistvu sploh, če si rekel, da te stranke velikrat sprašujejo, a bo zlato še raslo, a bo padlo, kam bo šlo, levo, desno, gor, dol,
A je pa sploh slab čas za kupiti zlato? Odvisno, kako gledaš. A ne? Zdaj, če investiraš, recimo, če zlato si vzameš kot naložbo za to, da boš ga čez 2 leti prodal in s tem neko investicijo v hišo kupil ali pa neko drugo investicijo delal, je vprašanje, v katerem času si to kupil. A ne? Ker v času dobrih gospodarskih rasti in ko recimo res blesti gospodarstvo, zlato nima takega pomena, ga še vedno ima, ampak spet ne takega, moramo razumeti, da se investicije prelivajo na trgu, kako grejo investicije, iz katerega trga v kjer trg, glede na to, kaj se pravzaprav dogaja, mikro- in makroekonomsko, če pogledamo. A ne? Torej, pravi čas je vedno, vprašati se moramo na kakšno obdobje, a ne? Pa zakaj si želimo imeti zlato. Torej, ne špekuliramo na dobičke, ampak mislim, da bolj iz te zlate rezerve. A ne? Zlata rezerva je ena taka besedna zveza, ker je fajn, ker ima besedo zlato. Čeprav mi vemo, da zlata rezerva, če pogledamo portfelj, je tisto, kar moraš imeti hitro dosegljivo, če se nekaj zgodi kratkoročno, da moraš odreagirati, ker ne moraš izplačati ali pa iz prihodkov pokriti. Ne? Ampak zlata rezerva so vedno rekli, zlata rezerva, se moraš vprašati, zakaj je zlata. Ne? Torej, zlato z vidika varnosti, z vidika neke stabilnosti je vedno dobrodošel v portfelju. Zdaj si večkrat omenila eno tako zanimivo besedo, ki je po mojem mogoče celo ne poznamo, in to je portfelj. Kako točno bi ti rekla, kaj je v bistvu mogoče, dajva najprej to razčistiti, kaj je portfelj v resnici? V resnici je portfelj seznam tvojega celotnega premoženja. A ga naši podjetniki slovenski, a misliš, da ga delamo, ga ne delamo? Kakšni smo slovenski podjetniki, ko prijemo do tega? Portfelja? Odvisno. Ja, sigurno ga kakšni delajo. Bolj se je treba vprašati tukaj podjetnik kot samostojni podjetnik ali pa SP, to se pravi tisti, ki sam sebe nekako preživljaš, ali pa podjetnik nekega podjetja, ki ima velikega podjetja, ki ima že tudi mogoče tudi z računovodskega vidika, pa z vidika rasti mora biti pozoren na to. Ne? Ampak razlika je, vedno moramo razlikovati podjetnik, denar podjetja in fizična oseba posameznik, denar in premoženje posameznika. Ne? To je velikokrat prepleteno po principu, načeloma ne bi smeli biti prepleteno. Ne? Ja, moj denar pa denar mojega podjetja nista isti kupček. Se mi zdi, da to velikrat, še posebej pri SP-ju, ker lahko enostavno delaš transakcije z enega na drug račun, pa v bistvu ni treba polagati računov, se ta meja mečken zamegli. Ja, zamegli se ne sem pri SP-jih, tudi dostkrat opažam na terenu pri manjših družinskih podjetjih, zato ker ta izraz vse je moje, vse je moje podjetje. Velikokrat se pogovarjam s podjetniki investicije, torej z denarja z podjetja ali na svoje ime, in dostkrat se stvari v podjetju izvajajo, naložbe izvajajo v podjetju, ostaja denar v podjetju in potem je ta miselnost, da to je vse moje, tam, pač ljudje to razmišljajo, družine to razmišljajo, to se naše, to se moje, ampak ni čist zares. Prvo se je treba podučiti o tem, da podjetje v principu, mi smo zakoniti zastopniki podjetja, ni zares čist naše. In zaradi tega je treba biti previden, to je past, tudi te SPI, je past, ker ti si v bistvu kot SP, samostojni podjetnik, vseeno odgovoren. Čeprav so ti dali možnost, zato ker prelivaš, pa imaš na tem računu, pa unem, pa ni treba polagati računov, pa računovodstvo je lažje, enostavno še in tako. Je treba biti pozoren na to, da rečeš, ok, jaz moram to odvojiti. Zakaj? Čisto iz preprostega razloga. Če imam jaz podjetje in delam v podjetju in podjetje raste in sem super uspešna, nikjer ne piše, da se mi ne more zalomiti, je tako. Definitivno. Torej, če se mi zalomi in jaz gradim in vse vlagam v podjetje, lahko se mojim partnerjem zalomi, pa posledično meni. Sebe sem pa pustila izven tega, ker itak vse moje, itak investiram vse nazaj v podjetje, podjetje gre pod vodo, kje sem jaz?
Ja, na suhem. Ja, z njim pod vodo, ne, ali pa Na suhem. ali pa ne suham, ne, ampak brez vsega. Bolj pomembno je, da razmišljam tako, kaj če jaz kot zakoniti zastopnik dobro delam v podjetju in veliko naredim, ustvarjam, potem moram seveda tudi na prave načine, ne, sebe nagraditi, ker ne nazadnje sem to podjetje jaz skoraj spravila. Sebe nagraditi na tak način, da si v principu ustvarjam premoženje tudi sama kot posameznik, kot fizična oseba. In zdaj, če se podjetju nekaj zgodi, jaz kot fizična oseba sem lahko stabilna, imam premoženje, sem si ga zgradila. Kaj lahko naredim v takem primeru? V bistvu imaš veliko več opcij, ne? Ja, pustim podjetje potom, rečem, ok, v redu, gremo v penzijo, ali pa rečem, ne, mi je še drago, jaz hočem to rešiti in jaz lahko potem podjetje dejansko rešujem. In spet usvetim recimo s tem podjetjem. Tako da to je res ena taka stvar, ki ni veliko ljudi pozornih. Ločeno premoženje, graditi oba, ne samo enega. Ja, da se v bistvu ne fokusiramo ali samo na podjetje, ne? Pa da v bistvu vse zmečemo tja. Ali pa po drugi strani, ne, da sam gledamo, kako bomo ven dobili, ne, koliko potnih nalogov bomo napisali, pa v bistvu izčrpavamo svoje lastno podjetje. Ne. To je pa tudi narobe, ker potem pa nisi podjetnik, če svoje lastno podjetje izčrpavaš. Ne. Treba je najti uravnoteženost, ne. Tako kot pri portfelju, ki smo ga prej omenili, tako tudi pri delovanju kot posameznik na trgu ali pa kot podjetnik. Ampak zdaj smo v bistvu zaokrožili nazaj, ne, v ta portfelj, pa dajva zdaj malo tukaj v teh vodah ostati. Kako se sploh tega lotiti? Kako ustvariti portfelj? Kje začnemo? Z mojega vidika vedno začnemo pri nekem pogovoru o analizi. Zelo pomembno je, ko portfelj sestavljamo, da razumemo, da portfelj ne pomeni kupim eno naložbo zlato in za mene to, pa imam hišo in to je portfelj. Ja, tudi je, ampak portfelj pomeni nekaj, kar ima karakteristiko razdelitve, torej razpršitve. Sama bi ti rekla, da je zlato pa hiša in tak tipičen slovenski portfelj. Veliko krat. Ampak to pa izhaja iz drugega vidika, iz čustvenega vidika in našega recimo strahu posameznika je veliko krat strah. Ljudje smo tako naravnani, mi bi imeli vse, bi tudi špekulirali, ne? Torej portfelj je lahko sestavljen iz nekih varnejših naložb, stabilnejših naložb, mora biti. Potem pa mi lahko dodajamo neke bolj zanimive naložbe, ki so bolj podležejo, bom rekla, visokim skokom in nizkim padcem. Lahko tudi nizkim padcem, nesporno, da ja, ne. Pa kakšen imamo srček, ne, koliko to prenesemo. In ta čustva nas doskrat zavedajo. Spravim, ti z denarjem pa z naložbami ne smeš biti poročen. Nisi poročen, ti ne moreš biti čustveno vezan na to. Ne. Tako kot na banko ne moreš biti čustveno vezan. Če ti neki drugi imaš neko drugo boljš ponudbo, moraš to prestaviti. In portfelj je enako, ti ga moraš spremljati in ga je treba tudi primerno prilagajati času, kaj se dogaja. Ne samo zunaj, ne, kaj trg ponuja, kakšna situacija je, ne? Lahko ti trg ponuja neke naložbe, pa situacija ni primerna za njih, ne? Ali pa je situacija na trgu primerna za te naložbe, pa tvoja osebna situacija ni primerna. Ne? Zato je treba to vedno sprotljati in torej korak je analiza, pregled, predlog portfelja, katere naložbe so v tem trenutku na trgu in kako se ti kot posameznik odzoveš na njih. Ne? Pri tem je mogoče dodam še to, za mene izjemno pomembno, da pri vseh naložbah, ki jih v portfelj dajemo, vedno podpišeš neko pogodbo, vedno so neki splošni pogoji in tam si opozorjen na riziko. Ne? In to vsi pač preberemo, razumemo, podpišemo. Ne? Ampak za mene je zelo pomembno, da posameznik tudi res razume, kaj pomeni tam to riziko in kako se na to odzove. Ne? Ja, sveda, ker ko so časi dobri, ne, ko si mi izračunamo, kako se bojo naše denarnice debelile, nas nič ne zanimajo tisti drobni tiski, ne, ko se pa v bistvu časi obrnejo, kako se recimo tudi zdaj, pa zelo hitro bolijo. Ne. Si pa omenila en tak zanimiv aspekt, ne, finance pa čustva, to ponavadi se nekako ne meša, ampak vsem si rekla, da pa moramo biti pozorni, ne, na ta naš srček. Kaj si imela tukaj v mislih? Naj se ne bi mešali,
Ampak se meša dejansko, ljudje smo čustvena bitja, nas vodijo čustva, tudi pri denarju, ni nič drugače. Ne? Ampak zakaj ne se ne bi mešali, ne da se ne bi mešali, bolj da si v principu, da se narediš čisto odstojanje. Ne? In to pač gledaš na mizo, kot na mizo pa na stol, ker je mogoče treba zdaj zamenjati, ali se pa preseliš, pa ti to več ne paše, pa boš pač kupil novega. To je tako treba gledati, ampak ne zmoremo, zato ker smo čustvena bitja. In ko gre za denar in naše naložbe, je to povezano še z milijon drugimi stvarimi. Najbrž bi radi status, standard in tako naprej. Zato je pomemben portfelj uravnotežen. In tudi varnost, ne samo kriptovalute, ali pa samo trgovanja. Eni bi pač sam trgovali, zato ker to lahko prinese veliko več na dan. Na dan, ne gre na dan. Ti prvič moraš razumeti, da je to dolgoročni proces, drugič je treba razumeti, da ta srček, če res vidiš, da ti zraste, za par, v nekem obdobju za par, 10% naložbe, si ful vesel. Ampak ko ti ta naložba potem za več kot par 10% lahko tudi pade, torej se zniža vrednost, tebe ne sme v principu to zelo prizadeti. In da si živčen, ali pa ene stranke mi pravijo, jaz se po nočkrat zbujam, se potim zaradi tega. Potem ti nisi ta prava stranka oziroma investitor za to naložbo, ker se ne smeš po noč zbujati prepoten. Moramo v bistvu zbirati tudi take naložbe, ne samo tiste, s katerimi mislimo, da bomo mi na hiter super duper zaslužili, ampak tudi take, ki jih je v bistvu naša raven tveganja, ki smo jo pripravljeni sprejeti, sposobna sprocesirati. In to je najbrž od vsakega posameznika drugačne. Kakšen mirno spi, medtem ko se trgi sprehajajo gor in dol, kakšni pa v vsakem procentu trznejo pa strmijo v tiste grafe rdeče. Vedno je tako. Vedno je tako. Je pa res, da sam sebe lahko velikrat presenetiš, misliš, da si tisti miren, sej imam še tam, pa še tam, ampak potem pa lahko en delček tega portfelja, če vzamemo, da rečemo, gremo na špekulativne naložbe, ker si želi nekdo, ali pa ker ugotovimo, da je pripravljen, sam sebe dostkrat presenetiš v eno ali pa drugo smer. A misliš, da si pripravljen, potem pa to preveč ziritira, ali pa se bojiš, da nisi pripravljen, pa si pol dejansko čisto, se so mi povedali v redu, flegma. Tako da velikrat sebe ne razumemo. Dokler ni situacije, ker prideš v situacijo, potem lahko vidiš, kako odreagiraš na to stvar. Dokler si mi predstavljamo, kako bomo mi hladni ko špricer gledali, kako naša naložba tone, je veliko bolj enostavno, kot takrat, ko se res to zgodi. Ampak mogoče če razmišljava, večkrat si omenila to uravnoteženost portfelja. Zdaj, če vzameva enega tacga, recimo malo bolj konzervativnega podjetnika, nekoga, ki bi dal rad malo več stvari na stran, mogoče za penzijo kaj našparov, kaj bi ti priporočala kot neko variacijo naložb? To je zdaj dosti posplošeno, ampak vedno individualno in glede na situacijo vsakega posameznika, ker noben od nas ne obstaja več po Jususu v času Jugoslavije, rekli, jaz se še spomnim, eni se pa ne, ampak to ne obstaja, pri naložbah sploh ne, zato je recimo za nekoga, ki je malo bolj konzervativen, vedno treba gledati, in seveda za pokojnino varčuje, vedno treba gledati, da mu ponudiš nekaj, kar bo pravzaprav mu prineslo nekaj več, ampak da mu ne bo odneslo. In ravno tukaj smo pri plemenitih kovinah, smo pri kakšnih vzajemnih skladih, kjer imajo dober uravnotežen portfelj, ki ne gre preveč na špekulacije nekih delniških trgov, ki ga upravitelji sproti uravnotežejo, ne gre pa tudi ne gre preveč dol, pa tudi ne pol preveč gor. To se pravi, nekdo, ki varčuje za pokojnino, se je treba zavedati, da je to potem njegovo preživetje, ker se zdaj pa mogoče dotakneva spet temo teh posameznikov, nas, ki smo mogoče enega z 2 zaposlenimi ali pa mala družinska podjetja, koliko si dejansko res teh prispevkov plačaš, pa tudi, če se jih je vprašanje, kaj nam bo čas prinesel, sploh tisti, ki imamo, 15-20 let, mogoče še do pokojnine ali več, mladi sploh, kako je s to pokojninsko
malho. Jaz verjamem, da prihajamo v čase, ko mora vsak od nas poskrbeti za svojo pokojnino in ne moramo več prelagati skrbi na države in zakonodajalca. In zato je recimo tak primer bolj stabilen, dolgoročno treba gledati res mogoče manj donosno, manj špekulativno, zato da pride potem posameznik do tega kupčka, ki si ga bo lahko, oziroma ker mu bo zagotovil nek standard ali pa izpad nekega prihodka, ki priže tisto tretje življenjsko obdobje, mogoče se ti še malo da, a ne? Mogoče pa lih malo manj. Ali pa malo manj, pa bi rad malo več bil na morju, pa tako ne. Če ne upoštevamo še vseh ostalih stvari. V ustih imamo tudi eno veliko premoženje, pa ne, recimo lahko. A je to v bistvu ena taka mogoče stvar, ne, se mi zdi pokojnina nekaj, kar pri nas v Sloveniji jemljemo za dosti samoumevno, ne, pol bom šel v penzijo, ampak a je tukaj tih ena taka nevarnost, lih za male podjetnike, ne, da to spregledajo in se v bistvu navadijo nekega standarda, ko poslujejo, ko so aktivni, potem pa ne vem, pride čas, ko je treba zmanjšati, pride čas, ko je treba iti počasi v penzijo, odložiti delo, niso več sposobni toliko in potem v bistvu se začne ta gap oziroma ta razmak med življenjskim standardom, ki so ga bili navajeni, pa med življenjskim standardom, s katerim ga je zdaj soočila pokojnina. Ne? Si se srečala kdaj s kakšnim takim primerom? Ja, to je največja nevarnost. Prav za take male, res največja nevarnost. In na to je treba non-stop in sprot opozarjati in pač izobraževati ljudi v tej smeri. Ker da ti lahko veliko zaslužiš, moraš biti pripravljen več delati. In ali po terenu, ali cele dneve, ko si mlajši, ti to znese nekako, ne. In si potem navajen tudi, prihaja več, vedno več lahko zaslužiš, si, kot si rekla, navajen več trošiti, neke določene stvari se navadiš, ti postanejo življenjsko pač tam, ne, pomembne, mogoče ne preživetveno, ampak za neko dostojno življenje. In to je potem prevelik izpad, ne, zato ker prispevki ti pa v principu narekujejo tisti nek minimum, ne. Niti ne. Zdaj, dosti primerov, recimo vidim, ki je prag revščine v Sloveniji, je pač določen, mislim, da nekaj okrog 900 evrov, če se ne motim. Moja mama ima penzije 720. Ja. Z višjo izobrazbo delala v javni upravi vsa leta. Ne? Torej, vedno več je takih primerov in vedno več jih bo. Pa recimo so bili ljudje javni upravi na plači, ne? Torej, niso bili te samostojni podjetniki. Pa niso bili to neki minimalni prispevki, ki se jih po večini plačujejo. Ne? In recimo primer moje mame, ki ga lahko delim z vami, ona je imela zadnji mesec plače, ne vem, 1080 evrov, ne? Zdaj prva penzija je bila pa 720. To je v bistvu kar konkretna razlika. Ja, to je konkretna razlika. Ne? In kaj zdaj, če človek nima svojega lastnega kupčka, svoje lastne pokojnine, ne? Torej, da poskrbejo za to, potem je kaj odvisen od otrok, če te imajo, če ti lahko dajo, če jih imaš. Ali pa začeti razprodajati stvari, če si jih prej sploh pametno kaj kupoval, ki si jih skrb spravil do zdaj. Ne? In to je lahko zelo boleče. Zelo boleče. Sigurno, pa tudi v bistvu, če pogledamo cene oskrbnin, ne? Praktično v bistvu ne prideš čez, ne? Tako je. In moj nasvet tak, če tak podjetnik, samostojni podjetnik ali pa nekdo posameznik pride k meni naložbe zbirati, ne? Pri tej analizi, ki sem prej rekla, pregled, analizo, razumevanje je moje vztrajanje narata vedno, ampak ravno to, dejva najprej midva za osnovno socialno varnost poskrbeti. Pri osnovno socialna varnost pa še, recimo zavarovanja v primeru aktivne dobe in potem tudi pokojnina pa še že v socialno varnost. Včasih je bilo to zagarantiran, ampak včasih so tudi, ne vem, 3-4 delavci delali za enega, tako je, upokojenca, ne, danes 1,2 recimo dela za enega, leta 2030 predikcija tam nekje okrog 30 bo 1:1, potem pa že ni več. To se pravi, če jaz delam za nekoga zdaj, kdo pa bo delal zame? Ja, to je v bistvu zelo dobro zavedanje. Ne? Jaz vem, da zdaj si odprla še eno temo, za katero sem planirala, da jo bova, tako da me veseli, da si jo kar sama, in to so zavarovanja. Ne? Še ena stvar, ki jo v bistvu mala podjetja, mikropodjetja zelo velikrat zanemarjajo. Ne?
se mi zdi, da smo vsi vpeti, pozabljamo, koliko zelo je naš posel odvisen od nas. Ne? Mi v bistvu delamo za naš posel, smo do neke mere naš posel, pozabljamo pa, da v bistvu smo zaradi tega tudi mi najšibkejši člen tega posla. Če se nam kaj zgodi, ne, kaj potem naprej? In kako nam lahko zavarovanja v bistvu tukaj pomagajo? Ja, zavarovanja so vedno zaščite določenih rizikov. Jih poznamo ogromno. Zdaj pa za podjetnika. Spet, če je nekdo v podjetju in je to podjetje tako urejeno, da ima že neke spodi, neke poddirektorje, neke vodje, neke menedžerje, bojo to spalali. Ne? Zdaj se vračava bolj na tega mene eno, ne? Ker samostojno podjetnico, samostojnega podjetnika ali pa mogoče minimalno družinsko podjetje. Zavarovanja so pomembna prav iz tega vidika. Torej, če ključne osebe zmanjka, je treba imeti tukaj pripravljene neke zavarovalne vsote. Lahko se zgodi, da dejansko pokličajo sveta to osebo, osebo rada pravim, se poslovi iz zemlje. To pomeni, kaj zdaj? Zdaj bo cela družina, recimo, da je to nekih 5 članov družine odvisnih od tega, poklekljena. Ker če je ena oseba ključna, ki vse to vodi, potem se v tistem trenutku stav. Mogoče par mesecev še nekaj je, ampak če ni nekoga, ki bi znal to, pač rab nekaj za premostiti. Da se naučijo, da ponovno da nove poslovne navezave naredijo, karkoli pač. In seveda logično je, da če ti bližnji umre, ne moreš kar... Naslednji dan na sestanek. Ja, kar sestanek, zdaj pa kar delo naprej, ja, vse je v redu, super, ne. Vse smo ga pokopali. Ja, ni to tako enostavno. Po drugi strani pa spet, če pa ne umre, pa se zgodi nesreča, pa postaneš invalid, zdaj govorim res za sebe. Če jaz postanem invalid, kdo bo delal moj posel? Mož, seveda bo, ampak možu ostane rihtanje še 2 punc, ki imava, torej 2 otroka, sta še odvisna od najnega prihodka, od naju, plus mene na invalidskem vozičku. Torej, kaj zdaj? Kapaciteta tega najnega pridobivanja posla in služenja se zmanjša na eno osebo. Pa še ta ena oseba ni polna več, ne? Ta ena oseba ni polna, tako je preobremenjena, po drugi strani se pa stroški povečajo, ker če je invalidski voziček, če so zdravila, če so neke terapije vključene. Prilagoditve najbrž tudi prostorov, tako, je treba upoštevati tudi to. To ni pocena, ne? In zdaj, seveda, moraš imeti nekaj privarčevano, lahko, ampak zakaj bi, če individualno nas grem, zdaj, najino premoženje, kupček, najne naložbe, moral moj mož razdirati, ker je to v bistvu najna neka penzija, neka zagotovilo za kasneje, za stara leta, če to jim tako hočeva reči, da jih čim lepš živiva in čim boljš, pa mogoče še malo otrokom lahko pomagala. Zakaj bi to razdiral, če je zavarovanje tisto, ki, če je pravilno narejeno, lahko to pokrije. In zato je pač to osnovna socialna varnost. Vsak mu je treba na ta način tudi povedati. Zavarovanja so zelo pomembna pravi višini za prave rizike. Tisti, ki so dejansko in ne moreš reči, meni se pa to ne more zgoditi. Lahko rečeš, ampak ne moreš pa to garancija. Ne moreš pa izključiti iz življenja tega. In tudi tu je potrebna analiza in pregled trga, ker imamo tudi več zavarovalnic in več ponudb in je treba to tudi pregledati. In verjetno tudi različne osebe, Saj imamo ljudi, ki imajo otroke, pa verjetno potrebujejo malo višjo zavarovalno vsoto, ker seveda treba preživljati te otroke. Imaš pa seveda tudi ljudi, ki živijo samsko življenje, tiste pa mogoče majčkeno bolj enostavno, čeprav po drugi strani pa mogoče rabiš negovalca, to se pravi, ni tako enostavno, ker bi si človek mislil. Zdaj se mi spomnila na en primer, sem ga pred leti obravnavala, dejansko je tako, pač čim je nekdo odvisen od tebe, so pač više zavarovalne vsote, je potrebno to, Ampak mogoče primer enega fanta, samski, lastno stanovanje podedovano od staršev, nič otrok, delal je pa na terenu, v principu, skozi se je vozil okrog in on pride k meni na svetovanje in midva pač greva, seveda, jaz pogledam najprej osnovno socialno varnost, lepo, tako, se zagre, pa se znamo, In kaj sem ugotovila, on je imel preko 10 zavarovalnih polic sklenjenih in vsa zavarovalna so imele pokrit samo en riziko za primer smrti. In pa varčevanje zraven. In sem njega vprašala, zakaj toliko zavarovanje, Ja, pa
ta je moj sosed naredil, pa nek bratranc, pa bla, bla, bla. Ja, pa se itak rabim nekaj vršiti za penzijo. Ne? In ko smo se mi pogovor gotovila, da prvič, pa zavarovan moram biti, to je bil njegov tudi razlog. In jaz sem pregledala vsa te police in na niti eni polici ni bilo zavarovanje recimo za primere invalidnosti. On je pa skozi na terenu bil, pa nobenega, ki bi ga recimo lahko rihtal. In sem iz njega vprašala, če se vam nekaj zgodi, da postanete invalid, ne morete več spravljati svojega posla, koliko mislite, da boste dobili od teh polic? Ja, saj bi mogel dobiti, ne? In sem mu razložila, da nič. Da torej po teh policah dobi samo, če preživi, pa je pol, je druga tema, koliko bo iz teh naložb prišlo, pustva. To je pol, recimo, bolj pomembno je, če ne preživi, torej umre, vsa ta suma denarja, skupno je bilo za okrog 150 000 € zavarovalne vsote, gre nekomu. Komu? Če nima nobenega za sabo. Ja, če nima dedičev. Torej, če se dediči ne pojavijo, bo to ostalo? Tako je. Ja. Nasprotno, a ne? Torej, za invalidnost, za poškodbe, pa nič. Nobene zaščite. Mi dva sva to potem zbalansirala, seveda polic zavarovalnih, sploh če so varčevanje zraven, ne moš kar prekinjati, ker mogoče niti ni smiselno. Sva to zmanjšala, uredila, naredila, ampak to je trajalo potem, da sva uspela to uravnotežiti najprej, pa pol delati naložbe, recimo, pa varčevanje. Pač je bilo enih 5-6 obiskov, da sva to vse zrihtala. Ne? Ja, sigurno, ne, to se prav v bistvu ne pa spet mogoče preveč impulzivno iti v to, ne, on je bil pa prevelik ziheraš, ne? Ziheraš pa, jaz pravim tako, ne glede na to, iz katerega poklica si, ne moreš kar takoj vse podpisati. Vseeno se je treba pa tudi malo pozanimati, ne, tudi stranke, ki pridejo k meni, dajte pogledati, če sami. Jaz rada vidim, da si še sami kaj pogledajo, pa tudi, če moje predloge dam na mizo portfelja, poglejte si sami, preberite kaj o tem, pošljite mi vprašanja, predvsem se pa dobro počutite, ko boste to sklepali. Ne na horuk, ne na hiter, ne, pa ne iz prenavdušenja, to je pa še ena past. Prenavdušenje. Ja. Vsi imajo Bitcoin, ne? Bitcoin. Ja, zdaj pa že 80, ne? Pa vsi rečejo, da bo šel do 200 000. Ja, ampak zdaj že 80, bil je pa tudi 40, ne toliko navdušeno noter, ne? Pa vsi vemo, da zdaj že tudi padel na 70 vmes, ne? To pomeni, vseeno moraš malo pregledati, malo se je treba pozanimati, pa kakšno stvar tudi vprašati, preden greš se zaleteti v eno naložbo, recimo, ali pa zavarovanje, se vsem, karkoli se tiče osebnega premoženja. Da v bistvu se presilimo, pa pogledamo tudi drobni tisk, pa mogoče kakšen članek okrog, ne samo to, kar je sosed rekel, pa kar sosed dela, ne. Ampak zdaj se mi zdi, da sva nekako ene 3 take pomembne varnostne točke odkrile v tem času pogovora. Ena je, da malo pogledamo, kakšna so naša zavarovanja, oziroma kateri so tisti riziki, ki smo jim izpostavljeni, se najbrž moramo razmisliti. A smo veliko na poti, si prej omenila, a delamo kakšna nevarna dela, recimo, kaj pa vem, slikopleskarji, najbrž na višini. Je to vsem drugače, ne? Kakor nekdo, ki sedi v pisarnici v dan pa tipka, ne? Nismo lih izpostavljeni enakim tveganjem, bi človek rekel. Po drugi strani pa moramo tudi dajati en košček na stran za naša stara leta, ne? Zato, da pomagamo premustiti to razliko, ki lahko nastane v našem premoženjskem standardu. Pa omenila si še eno tako varnostno varovalko, preden greva na une sladke skrbi. Zlato rezervo, ne? To se pravi en košček, tako malo potičko, ki jo pa imamo za kakšne primere? Kakršne koli. V hiši ti lahko, ne vem, gre cel centralni sistem, na primer. Ne? Torej, ta rezerva mora biti za take nepredvidene dogodke, ki te doletijo in je treba na hitro odreagirati. Če imaš ti čas, lahko pol tudi plan delaš, katere naložbe boš razdiral ali pa kje boš vzel, kako boš to skupaj spravil ali pa kdo ti bo pomagal financirati. Ne? Ampak tisto, kar se pa na hitro zgodi, pa predstavlja nek strošek, ne? Ker če je to sred zime, je treba to odreagirati, ker te bo drugače zeblo. Če se ti, ne vem, zgodi, da imaš avto, nekje v tujini, pa ti gre, je treba imeti nekje takoj na dosegu roke, da boš odreagiral tisti moment, pa plačal, pa tudi če potem od zavarovalnic nazaj dobiš. Ampak da tisti trenutek ti nisi
odvisen od nekoga. Ne? In to morajo biti stvari, ki niso vezane na neke naložbe. Torej, ta zlata rezerva, to je kupček, ki je primer, če si samostojni podjetnik, pa so tvoji fiksni stroški, 3 ure na mesec, se pravi 3-kratno do 9.000, jaz mislim, da moraš imeti v fiat valuti, ne gre drugače. Tudi če opažamo, da to pada. Ne? To se v bistvu lahko pol sprot vidi, kako prihaja, bom rekla, prihodek in kako lahko to potem povišuješ, bom rekla, ali pa znižuješ, kakorkoli. Kot fizična oseba, posameznik, zdaj to že ta ista oseba, če si jaz recimo iz podjetja plačo dam, pa je moja plača, neto 1500-2000 evrov, vse ni pomembno, je spet 3-kratnik, torej toliko za 3 mesece je treba imeti pač tam. Ne? Ja, nekaj, kar je na dosegu roke in takoj dosegljivo. Tako je. Seveda z tlejeno ključavnico, da se to pač ne zapravlja kar tako na hitrco po vseh trgovinah. Ja, treba izpostaviti, da razprodaja ni nujni primer za zlato rezervo. Tako je, razprodaja sploh ni za zlato rezervo. Razen, če je res lepa oblika, tudi ne? Že res. Ene 2-krat na leto lahko zamižiš. Ampak ja, to je ta zlata rezerva in predstavlja varnost. Hitro varnost, recimo, takrat, ko moraš odreagirati, ki si mogoče nisi mislil, da potreba. Ja, jaz mislim, da se spomnim enega takega primera, ko sva z možem rabila to zlato rezervo, ki jo imamo, in sicer sva bila v Vietnamu na dopustu, ki me je on zbudil sred noči in je rekel, Ana, meni se zdi, da imam jaz vročino, in ta vročina je šla na nekih 40 in sva šla midva po hitrem postopku v bolnico in mi nismo navajeni zasebnih bolnic, ker v bistvu tam prva stvar, v katero sva se zaletela v tej bolnišnici, je bil postterminal, ne zdravnik ali pa sestra. In v bistvu, če midva ne bi imela neke dodatne zaloge, denarja s sabo v obliki kartice sicer, ampak vsem, je v bistvu bi bila to kar huda težava, ker bi ga enostavno pustili na pragu. Ja, potovanja so, hvala, da si to izpostavila, potovanja so zelo, bom rekla, zelo pašajo v to. Zelo pašajo v to, zaradi tega, ker tak primer ni edini, ki se je vama zgodil, in pa mogoče nekdo večkrat potuje, pa mogoče to že malo pozna, ampak veliko ljudi se pa prvič odloži za neko potovanje ali pa špara zelo dolgo za neko daljše potovanje in prav to je, nismo navajeni, ne vemo, ne poznamo, ker mi relativno še vedno nam je kar zelo lepo, imamo kar urejene zadeve v Sloveniji. Tako da, kljub temu, da se mogoče kakšni krempelčki kažejo, je še vedno v redu. In že tukaj moramo imeti rezervo, kaj šele, če so potovanja ali pa da kam greš, pa da se ti kaj zgodi. Sigurno, ampak mislim, da zdaj varno sva obdelale, peva midve zdaj na tiste sladke skrbi. Za penzijo imamo na strani, zavarovanja so zrihtana, zlata rezerva je, pa nam še kar ostaja. Kam pa zdaj z denarjem? Kako je to super. Ja. Prvo vprašanje, kam z denarjem, je v principu, kaj želiš s tem denarjem narediti? Služiti? Zaslužiti. Zaslužiti. Ja, za zaslužek je potreben služiti, torej delati najprej. Zato investicije z investicijami ne zaslužimo, ampak dejansko povečamo svoje premoženje, dobimo neke obresti ali pa pač se dvigne vrednost te investicije. Bom pa spet tako rekla, od posameznika odvisno, ampak danes bi jaz razmišljala o trgih, torej mogoče kakšnih trgovanj, kriptovalute so tukaj na vsak način, ampak je treba s skrbnostjo pristopiti. Potem obstajajo recimo zanimivi nepremičninski projekti, ki so lahko zelo zanimivi, ne prenapihnjeni. S tem mislim recimo kakšni crowdfunding, tako zelo strokovno, ker se recimo zbira in se javno, public offer naredi in se javno odpre recimo ponudba za zgraditi sosedov Lidl tam, naprimer, in so dokumentacije že recimo urejene in potem se podjetje odloči in da javno ponudbo, da se ne zadolžuje pri bankah in tako naprej, si v principu sredstva za izgradnjo teh nepremičnin, to so običajno poslovne, ne privatne, zagotovi skozi publiko, se temu reče, torej skozi privat investitorje, tudi manjše.
Manjše, ker je lažje, ker zdaj, če imaš ti, si predstavljava, mi dve zgradiva, zdaj rečeva, zdaj pa en megalomanski hotel zgradile, dava en del svojega denarja, pa še 2 velika investitorja potegneva in zdaj ti ne moreš, zelo težko obstaja pogodba, da denar zakleneš. Ja, definitivno je večje tveganje. Tako, in je tveganje, da ti en velik investitor gre. Zato se ti crowdfundingi delajo lahko tudi za manjše investitorje, recimo, in pristopajo ljudje z manjšim denarjem noter, ker tudi je lažje ga potem ven spustiti, če ta želi, če ima zahtevo po dvigu ali pa rabiti denar v tistem trenutku, recimo. To so kakšna zanimiva delnica, ne, zdaj še kar kupiti, zdaj bomo pa vsi Vsi tesno. Ja, vsi tesno kupali. Ja. Mogoče lahko, ne? Ampak spet, koliko imaš denarja? A je to mesečno vrčevanje? A bova zdaj razporejala 1 milijon evrov? Je malo drugače, kot če nekdo pride za svojimi 5000 evri in ni drugega. Ne, pa smo spet bolj na varni strani, ne? Če pa že premoženja dost in ni nekih, bom rekla, težkih stvari odzad ali pa najmin, ki jih človek plačuje, res sploh ne moreš reči. Ja, ni lih zate enako, univerzalnega. za njega enako. Ne? Ampak obstajajo naložbe, ki imajo pač res dober potencial, seveda različno stopnjo rizika, ki je pač treba sprejeti. Poleg tiste varnosti, ki smo prej rekli, ne? Nekaj stabilnosti. Ja, to varnost zdaj pustiva na strani, ne? Greva k tem zabavnim stvarem. Ja. Ampak ja, mogoče ena tako zanimiva stvar si izpostavlja. Nekaj je, da pridemo k tebi, ne? Z enim kupčkom, manjšim, večjim, nima veze, pa ta kupček nekam razporedimo. Ne? Ja. Kaj pa za naprej? Kaj bi ti priporočala? Ali je to spet odvisno od tipa investitorja? Čakamo na nov kupček ali vlagamo sproti? Jaz sem vedno za to, da se sproti vlaga, ne glede na to, ali pri meni ali pa kjerkoli drugje. Zakaj? Ker dolgoročno ti lahko svoje premoženje zgradiš, če ni podedovano ali pa na lotu zadaneš, samo tako, da ga v principu dodajaš. In da razumeš, da v principu, če ti nekaj na mesec eno vrčevanje imaš, si v principu ti najprej sebe plačal. Si sebe plačal za vse to, kar delaš, ko postavljaš podjetje, ko delaš v družini in tako naprej. In tist, kar odvojiš za to, da ti naložba raste, za to, da ti tvoje premoženje se širi. Se veva, pač niha v cenah, v vrednosti, ampak dejansko se nalaga. Če pogledamo dolgoročno, jaz mislim, da ni naložbe, ki ne bi pravzaprav ti ustvarila nek zalogaj in ta nek kupček, o katerem že skozi govoriva. Če smo seveda zbirali skrbno, pa se nismo zaleteli v prvo Ponzijevo shemo, za katero smo prebrali nek na Facebooku. Ja. Poncijeve sheme so pa izvzeti iz tega, prosim. Razen, če smo prišli na začetku, pa zelo hitro šli, ne? Ja, dobro, to se da tudi, ja, ampak je pa tega veliko, no. Je pa tega veliko, to pa niso sladke stvari, to so pa zelo kerenke zadeve lahko. Na trgu se sploh s to eksplozijo online, in dostopnosti, klikneš kar kartico, že online vse. To je zelo, zelo navarno. Mogoče to v bistvu tudi ta past navdušenja, ne? Mi pridemo na neko spletno stran, se navdušimo, gledamo une grafe, kako rastejo, gledamo kakšen video o ljudeh, ki so povedali, koliko so že zaslužili, grejo na Bali, grejo zdaj živeti, ne vem, v Dominikansko republiko, se sončijo na tropskih otočkih, mi bi se tudi, ne? Skaj pa ne? Ja, zdaj smo zanimive bitja, pohlep nas vedno vabi, mislim, nas tera naprej. Zato se tudi določene stvari zgodijo, zato so tudi inovatorji tukaj, zato nekdo zna tudi zelo dobre stvari prodati, pa naredi orange biznis, ampak večina, to se je množica, pa na takih zadevah v principu zgublja. Oni ta prvi, ki si rekla, dobijo lahko, ampak dejstvo je, da pri teh spamih se targetira množica. Ja, in žal tisti prvi dobivajo na račun drugih pa tretjih. Vedno je tako, Saj tudi, če pogledajo en tak, če globalno, zdaj pogledajo cel finančni sistem in vse naložbe, je v principu tako, Za res orenk premoženja so zgradili samo investitorji.
Samo investitorji ali pa nekomu, ki je moj res ratal Bitcoin per 20 evrov kupiti, pa ga pol držati, pa ga ne vem, zdaj per 70-80 prodati. Te razni, bom rekla, vzajemni skladi, delnice in vse to, je v redu in tudi lahko nekaj zgradiš, ampak dolgoročno zgradiš. Je zelo redko je primer, da ti obogatiš, ne boš obogatil nikoli, in to je zelo podobno, kot pri teh spamih. To je nelegalno, to je igrice, običajno je pač neka goljufija odzad. Pri tem sistemu finančnem je pa tako, da je pač isto nekak vezi in poznanstva. Če mi zdaj gradiva ta hotel, pa veva, da bova super biznis, malo vizijo, bova naredila biznis, bo to dober roj, to se pravi nek dober donos. Ja, koga bova zraven povabile? Tiste, ki jih poznava, ki jim zaupava, ki jim bova mogoče dale priložnost, je rekla, pejt zraven, imava tako vizijo in to je to. In ta en bo 100 juri zraven preletu in čez 10 let bo z najnega hotela lahko potegnil milijon, recimo. Čez 10 let bova posnela še en video in bova ga posnela v hotelu. Bravo. To. Tako da ja, previdnost, informiranje vedno moraš spraševati. Pa meni je ljubo, da stranke pridejo, pa mi ne rečejo, ja, zakaj bi tebe plačal za ta en finančni načrt, pa portfelj, ki ni to tako zelo drago mi grede, če lahko vse na internetu preberem, ja. Probajte, mislim, ljudje bi bilo fajn, če bi se probali tega izogniti, lahko vse na internetu preberem, ti preberem, ampak pridi potem k nekomu, ki ima izkušnje, pa mogoče še kakšno drugo plat pogleda, po nasvet dejansko. Ja, pa ima v bistvu ustrezno znanje, ker mi še vsem kot laiki zelo težko precenimo, a je zdaj ta super platforma, ki nas vabi res nekaj dobrega, ali pa se skriva neka goljufija zadnjim. Tako je, ni samo znanje je zelo pomembno, imamo pa tudi vsi nadzornika, kar pomeni, če imaš ti nekega nadzornika in te nekdo nadzira, oziroma če ga kaj falil, imajo stranke možnosti do tega nadzornika pa reče, ok, zdaj pa to pregledaj, tale mi pa to nekako svetvala, pregledaj, je to bilo prav ali ne. In siguren boš malo pogledal, kaj boš Google pogledal, pa nimata tega nadzornika. Ne, ona da pa nimata. Je pa res, da zelo hitro razmišljata. In v nanosekundi ti vse nanizata. To je res. Imate odgovore, ampak že brez nekega nadzora. Ja, res je. Zdaj pa, kaj smo se v bistvu malo dotaknili tvoje prakse, ti imaš svojo premoženjsko pisarno, a bi mi mogoče povedala, kako si pa ti padla v te finančne vode? Že nekaj časa vztrajaš, ne? 25 let letos. Nas gledam tako, ne? Absolutno. Ja, res je, iz lastne izkušnje. Jaz sem padla v te vode iz lastne izkušnje, jaz sem pred zelo... malo mlajša, kot zdaj, pred toliko leti, se zapletla v eno zgodbo čisto enostavno. Ena prijateljica me je povabila, da bi mi dve odprli firmo skupaj in DNO, družba z neomejeno odgovornostjo. Ja, jaz mlada seveda, zakaj pa ne. In sem to podpisala in sem v bistvu njej prepustila poslovanje. Ona je to poslovanje speljala, kakor ga je, ni znala, da verjamem, ni nič nalašč, ampak res ni znala. Slovenija se je takrat začela in tako, in na tem DNO so se nakopali dolgovi 25,000 mark. Takrat so šel v markah. In seveda, niso imeli kaj vzeti, in so začeli trkati meni in moji mami, takrat sem še pač v isti hiši živela, je seveda DNO pomeni rubežnika takoj, ker je družba z neomejeno odgovornostjo. In takrat smo potem, v tem istem času sem pa spoznala enega finančnika iz Nemčije in me je povabil, da bi glih ravno tukaj ta poklic premoženjskega svetovalca vzpostavljal z Gantarjem pokojnim, KDM, pol kasnejšim, in me je povabil zraven. In sem mu izpovedala za mojo situacijo, on je rekel, čisto enostavno, pač ni lušna situacija, ampak če je dolg, je vedno treba narediti tako. Ti moraš reprogram dolga narediti in seveda ne samo odplačevati dolg. Je treba pač iti iz cone
obdobje ven, malo več delati, nekaj zaslužiti, seveda poplačevati dolgove, ampak tudi na drugi strani kupček si gradite. Ne? In jaz sem pa že dejansko to naredila po njegovem nasvetu, te korake. In sem tako da odplačala. In ko sem odplačala ta kredit, prevzela firmo, organizirala v DO, to so bili celi postopki. Ne? In sem odplačala kredit, ko je bil kredit odplačen, sem imela skoraj 35% vrednosti kredita, ki sem ga takrat vzela, oziroma morala vzeti, da sem poplačevala dolgove, ne? V Galileju in Rastku. Takrat sta bila ta dva sklada. Ne? In seveda mi je pomagali tudi to, da je bila Slovenija v rasti, indeks slovenske je rastel, slovenski skladi so rastli in mi je to tudi pomagalo, da sem v principu naredila ta balans in prišla ven iz dolgov. Potem sem šla pa na Gaja College in se pač vse licence narediti, pročiti. Sem rekla, to moram ljudem povedati, ne? Ker tudi še zdaj srečujem zgodbe, ko so prezakreditirani, preveč v limite rinejo in tako naprej in jim lahko z lastne izkušnje pomagam, kako se to reši. Ne? To je bila moja pot, tako sem začela. No, definitivno dodana vrednost, ne? Če se v bistvu z lastne izkušnje izkuplješ, potem veliko lažje tudi pridobiš tisto ustrezno znanje, teoretično, ne? Ker ga v bistvu dogradiš na lastni izkušnji. Tako. Sem za konec bi te v bistvu prosila, če bi lahko eno stvar poudarila, da bi želela, da si jo naši poslušalci zares zapomnijo od današnjega pogovora, kaj bi to bilo? Ne se zaleteti. To je res pomembno. Ne se zaleteti, govorimo o naložbah, o osebnem premoženju. Usesti je treba, pregledati, razmisliti. Ne? Pa finančni svetovalci za osebno premoženje nismo tako zelo dragi, ne? Da ne pridete na posvete, recimo. Ampak res ne se zaleteti, to je najbolj pomembno. Definitivno ne toliko dragi, kot če se zaletimo v eno Ponzijevo shemo, ne? Ja, seveda, ne, če par 100 evrov, 100, 150, 200 evrov, tudi kolegi ne računajo toliko na trgu, a ne, kolikor vem, plačaš, je tisti moment strošek, ampak ta strošek ti lahko odtehta, da ne zgubiš na drugi strani 5, 6, 10 tisoč evrov. Zato je ta previdnost tukaj ni odveč, oziroma, tako ko rečem, imam strankam, ko naletiš na naložbo, ko se o njej pozanimaš, se moraš pred tem dobro počutiti. Če se dobro počutiš, je v redu. Če se ne počutiš dobro, ne pejdi v to naložbo. Polonca, hvala. Hvala tebi.